imamo tako imenovano industrijsko konopljo, kateri reče tudi medicinska, ampak zdaj se izumeli nov izraz. In sicer tretja vrsta je pa birokracijska konoplja. Ja, lepo se zahvaljujem, da ste me povabili. V bistvu že 2 tedna nisem mogel spati zaradi tega dogodka tukaj. Cele noči sem premišljal, kaj naj povem v teh 10 minutah. Zato tudi nisem pripravil nobenih diapozitivov, ker bi me to nekako oviralo. Nisem zadovoljen. Že 22 let, ko sem zasadil prvo konopljo, ali mogoče še kaj prej. In še vedno se mi zdi, da stojimo na mestu. Pa zdaj bi že, če jaz sam bi mogel imeti, ne vem, 10 tovarn za predelavo konoplje, če bi bil v Ameriki ali ne vem kje, na Kitajskem, tu pa nimam še nič. Imam pa birokracijo, vsak dan inšpektorje, te in one. Oče cele noči mora pisati papirje in pošiljati, komu je prodal konopljo, zakaj imamo bio, zakaj nimamo bio, zakaj sejemo ne bio konopljo, potem pa, če imamo svojo bio. In kup vprašanj. In komaj celo pomlad rabiš, da izpolniš te formulare, da poritaš te gerke, potem vložiš subvencijo oziroma še prej en kup stvari. Me še moraš prijaviti posevke konoplje. Kmetje že mora 5 let naprej prijaviti točno vse, kje bodo kaj sejali. Potem pa pride poletje, pa vidi, kako fajn, če da je tu konopljo posebno. Pizno, pa se ne prijavil, pa nema na več nikaj. Pa nema na naslednje leto, kar je za 5 let mogel prijaviti. Birokrati, kontrole so tu. Jebejo nas vzi, moramo vsi ti kursi. Inšpektoru sem povedal, če naslednjič pride na moj grunt, mu prepiknem ta bolana črevo z vilami in me naj pusti enkrat že, da dokončam svoj posel. Ne, da ti prej ne moram podati še lansko seme, pride in vzeme vzorec in Ringel, pa nima več 75 kaljivosti. 73 ima, ne smeš to prodajati. Se mislim, vremeni, v glavi sem največji teorist v tem svetu, ampak ne moram si nič. In tako, grejo dnevi in leta. Potem pa prido eni, malo več denarja. 50 hektarov sem posel, sem požel cvet. Moj kolega je delal v Krki in je vse prodal v Španijo. Danes smo še na 100 hektarov. Pa ima tam ne vem koliko plantaž, pa ima že tovarno za proizvodnjo avtodelov, pa ima to. In pisa pa 22 let, sem pozoril, kje sem te za jaz? Jaz pa ne moram prodati tega svojega cveta, in tam v garaži imam že 2 leti ga zbiram. Pa mi pa do 3 evre. Tega kupim. Ja, pa stane 10 evrov, ko sem ga spravil. In tak je to, ne. Ampak, še en primer. Ko sem pred 3 ali 4 leti predaval, sodeloval na naravoslovnem dnevu osnovne šole, biologiji, vse, sem bil povabljen, da nema delavcev konoplje. In seveda, jaz sem pripravljam to nekaj učencev, 10 jih je bilo, 6 razred je bil. Jaz zdaj predavam nekaj kmetijstva in začnem, kako se vzorje poseja, njivo, kako se žaje, kako seme olja. Te pa imam, in pa stric, to nas ne zanima. Pa najše nam povejte nekaj o tisti močni zdravili. Moj oče dela kapljice že nekaj let, pa smo 5, že jaz sem eno vzemel, pa smo včasih zdravi. Če pa 3 vzememo, pa smo že tako bolj veseli. Te pridemo spati, pa se vredi. Te druga mala pravi, in te vsakšo leto na vrti posadimo konopljo, te pa mama fajn kraju kraj posadi, pa malo kukurce, ka so se vredi. Ta tretji mala pravi,
mi pa smo bloki, mi pa pomahali imamo. Sicer dosta elektrike plačamo, ali zmanjši. Kje si jaz mislim? Kje sem tega jaz? Kaj se ni skrilo? Kaj daleč se vsite? Bil sem v San Francisco lani, spomradu. Prvi sem šel izven Evrope. Strah me je bilo redno. 2 meseca nisem mogel zaradi tega. Šel sem na Cannabis Business konference v San Francisco. Tam so imeli vize. Ena je imel čisti 100% tehnci, drugi je imel ekstraktu. Obe so pravi, Jezuš, proizvodnja bioetanola se je tako prodaja povečala, kad ne moremo polnati. Prišli smo vsi, kad gledamo, zakaj ti alkohol nicojo. Tam so že specialne odvetniške službe, kam se organizirajo, kak produkt narediti. Tam so banke, tam so sejmi, ki idete tako, imate dober del, pa mora biti samo s kanabisom, pa vam daje časi milijone dolarjev. Bist je uran vse prepovedano. Kanada je še više, tam so vse tovarne čokolade. Ko so dobičke imeli, so zdaj vse spraznili, ko delajo kare za vzgojo marihuane. Tam kupi leko soči. $80 dobiš kartico, plačaš doktorje, ostanika napita, samo ti tam. Ti nicoš, ti si prej peteže, nicoš marihuane. In ti ideš v avto, 2000 vrst, mislim, super štore. 2000 vrst ti ponudijo. Potem poveš tam pacijent, kakšen problem ima on pa reče. Ja, mi vam ne mora pomagati, vi morate sami odločiti, kjer boste kupili. Tako to tam funkcionira. A tu Slovenija ne vidi Amerike, to je skrito v našem učinu. Albanija. V Albaniji je vsaka konoplja industrijska, tam pa pride prekmenje, pa indijska. Maroko oskrbuje Amsterdam. Amsterdam Nizozemska je prepovedala Američanom pridelovati. Je to dovoljeno prodajati. Hrvati, 2000 hektarov cvetov. Ekstrakcija Nemčije, plasman, Kanada, Kitajska. Vse želobno. Vse pa se nekaj skriva, birokratizira. Veste, to je to, kar sem hotel povedati. Hvala. Naslovila sem svoj prispevek z naslovom Slovenska konoplja pod svobodnim soncem. Pred časom sem se že začela spraševati, kje kaj tako boli v prsih. Zakaj smo kmetovalci nekako ustrahovani ali zapeljani v industrijske metode kmetovanja. In ja, ker pri frizerju mi je prišel pod roko časopis z vsebino Antona Komata. Ustrahovanje z lakoto. Če kmet ne bo uporabljal kemičnih gnojil, težke mehanizacije, ki temu sledi, monokulturnega pridelovanja rastlin, pesticidov, patentnih hibridov, industrijske reje in nenazadnje genskega inženiringa. V svetu bo lakota. Če ne bomo tega počeli, se vprašamo, to drži. Meni je to popolnoma tuje in sem prepričana, da so vse te alineje, vse te oblike, tiste, ki delajo v svetu lakoto, ki delajo v svetu vojno, pomanjkanja in razlike. In z razmišljanjem naprej se mi je ob kontaktu, ob spoznanju, da obstaja konoplja, to sem prvič zaznala, oziroma z namenom zaznala v Moravcih, 2010, 2011, kdaj smo bili tam šele? Ja, 2011. In po istem principu sem danes kombinirala za ta nagovor nam vsem, da se je popolnoma isto v času in prostoru oblikovalo tudi ustrahovanje s konopljo. Pogubila bo človeštvo, povzročila bo vse splošno bolezensko stanje pri ljudeh, epilepsijo, skizofrenijo, raka in podobno.
kdor se bo ukvarjal z njo, s prometom, bo se ukvarjal s prepovedanimi drogami, končal bo v zaporu, delal bo na črno in to je prehod na mamila. Kaj je to? Zelo hvaležna in srečna, da razmišljam in da nisem sama, da razmišljamo in razmišljamo nas več. Prav hvaležno, da je postala predsednica Slovenskega združenja za konopljo v prehranske in neprehranske namene Blanka Denko Čeh, ki pa je mi pritrdila prav jasno in glasno: ja, v primežu smo med znanjem in pomanjkanjem znanja. Dodala je: v primežu smo med družino in službo. Smo ljudje, človek je v primežu med vestjo in družbeno doktrinacijo. In človek sem v primežu med svobodo in družbenimi zapovedmi. Ja, seveda. Kako, kaj, zakaj, kdaj? Vsak dan se v več vlogah pojavljamo. Kaj vse smo? Starši, smo otroci, smo učitelji in učenci. Samo obrnemo se 5 minut razlike v času. Smo v službi nadrejeni in smo podrejeni. Kaj vse smo na cesti, v popoldanskem času? Smo pridelovalci, predelovalci hrane, smo kupci, trgovci in kmet kot kmet, ne ona žaljivka, ampak ta kmet, ki jih je v času in prostoru danes samo še dobrih 6000 v Sloveniji. Ta se tudi v več vlogah pojavlja. In kaj bomo naredili s kmetijstvom? Bomo pustili, da nadaljuje, da gradi pridelovanje konoplje, ali bomo to zadevo pospravili kam v rastlinjake ali v zaprte prostore. In človek je srečen, če je zvest svoji vesti in zemlji in znanju, ki ga je pridobil z izkušnjami iz roda v rod. Res človek, kmet, potrebuje regulacijo za sejanje. Ja, imamo pravilnik. Kar človek, kmet potrebuje in kar človek v suvereni, samostojni državi Sloveniji potrebuje, ja, je že vse urejeno z regulacijo trga in z sledljivostjo izdelkov. Če hočemo in zmoremo, imamo vse, ampak ja, smo še bolj zahtevni. Rastlina konoplja je takšna kot vse ostale. Ima korenino, cvet, steblo, liste, cvetove, iz katerih nastanejo plodovi. Namenjena, pač ta rastlina je prehrani ali ne prehrani in primerna je za zdravega ali za nezdravega človeka. V naravi, če se na polje konoplje pač podamo, zaužijemo to njeno slast in strast, vonj in delo, kar takoj vidimo. In takšno delo smo si zastavili na poligonu, na Polzeli in v lanskem letu ne le tam, temveč tudi na Biotehniški fakulteti, na Inštitutu za hmeljarstvo, kjer smo začeli oblikovati slovenski znanstveni jezik. Konoplja z sončnico, konoplja z ajdo, konoplja z ričko, poligon, kjer je bilo preko 19 sort konoplje. Prvič smo se seznanili s pogledom kar na različne sorte hkrati naenkrat. O tem in rezultatih, kot sem rekla, z Inštituta za hmeljarstvo in z Biotehniške, se veselim, da bo nam predstavila dr. Darja Kocijan-Ačko. Tole samo en blic, da so bili že
članki o prehranski vrednosti in nekaj rezultatov, tako na novih izzivih v poljedelstvu, kot v zborniku, hmeljarskem zborniku Biltenu objavljeni. Torej, veselimo se razvoja, veselimo se izdelkov, tudi v tovarni Nogavic Polzela, konopljenih in še tistih preostalih, ki so na trgu in so in še bodo nekaj časa. Veselimo se vseh dejavnosti in dogajanj, ki smo jih tudi preselili na najbolj odmeven kmetijski sejem v Gornjo Radgono skupaj, kot smo prej videli in slišali, gibanje Ekosi. Zadrug se je že oblikovalo kar nekaj. Ali si želimo v prihodnosti, mi, ki se ukvarjamo z zemljo in vi, ki se ukvarjate z zemljo in vsi, ki se ukvarjamo, ostati kmetje, v lepem pomenu besede, s strastjo in užitkom delati in kmetovati, trgovati in prodajati, pridelovati takšne njive, ko imamo, ne vem, koruzo, ki ni zdržala zadosti pomanjkanja vlage, ali si želimo lepih pol, bogatih njiv, žlahtnih in sočnih sadežev konoplje. Želimo delovnih mest, ki smo si jih v kmetijstvu zadnjih 10 let iz 11.000 in več prepolovili. Si želimo se strojno delati? Ja, želimo. Robotizacije, upam, da si ne želimo preveč. Zelo lepe spomine imamo na množično žetev leta 2012 v Spodnji Savinjski dolini, kjer smo dokazali, da se da je možno izobraževati in izmenjavati izkušnje, ozaveščati pridelovalce in predelovalce. Tudi štafeto semen in ostalimi načini oboževanja pridelovanja semena je tudi pri konoplji ista pesem. Seme je tisto reproduktivno seme, ki ga znamo in zmoremo sami pridelati in ga sejati naprej, iz njega pridelovati hrano in ne le hrano, tudi obleko in še več, gradbeni material, izdelkov, katere smo že dokazali, da so iz konoplje užitni in možni, od olja, stržena, vlaken. Dokazali smo, da zmoremo in znamo narediti vrv, pa če je to najbolj enostavna in debela in štrikasta. Znali in zmogli smo izdelati zidake, zmogli in znali smo izdelati piramido v bioparku Nivo. Znali in zmogli smo že marsikaj, pred množico govoriti pa imamo še vedno takole malo treme in biti prepričani in prepričljivi z besedami, ki jih izražamo. Znali in zmogli smo dojeti, kaj nam je dr. Rudolf Steiner zapustil, kako nas je nagovoril s 4-delnostjo naravi, ker nam ne le fizično telo, etersko telo, astralno telo, duhovno telo z jazom točno in natančno izraža in dokazuje naš čas in prostor in našo potrebo danes in tukaj. Spoznali preko njega smo tudi 3-delnost družbenega organizma kot delovno metodo, s katero znamo in zmoremo duhovno življenje izražati, življenje na področju predpisov in življenje na področju gospodarstva. In naj se bližam koncu. Pred dnevi me je nagovoril en prispevek, kratek prispevek v Nedelu, in sicer dr. Karla Gržana, ki je nekako rekel, da že stari Kelti so razbrali, da je dal Bog moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. In sedanji čas potrebuje to vse.
potrebuje čas in prostor, čas za izražanje tega in zbliževanje. In da zaključim še s parimi stavki iz prispevka v Zeleni deželi, glasilu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Slovenska konoplja je rasla na naših tleh, dosti prej kot krompir in koruza, rasla je kot danes plevel in hmelj in kamilica in sivka, pšenica in trta. Slovenska konoplja si zasluži, da jo sejemo na vsako nivo, vsak vrt. Človek skupaj z živalmi in rastlinami pa si zasluži s hranili in energijo, bogato hrano in obleko, tople domove, dostojno življenje in umiranje, pravično gospodarstvo in bogato kulturno življenje in resnico o zadnjih spoznanjih na področju konoplje. Mi smo odgovorni, da sejemo konopljo, ne glede na vse, da zaključimo prohibicijo z odstranitvijo administrativnih ovir in s tem omogočimo dostojno življenje kmeta, podjetnika in nas vseh in omogočimo, da družina še s tako majhno kmetijo preživi in ni lačna in omogočimo preboj domovine Slovenije, delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, danes in tukaj. Danes imamo priložnost, da se sprejmemo odločitve in že enkrat nehamo omejevati človeka zaradi rastline v naši samostojni domovini, državi in zares postanemo prva Slovenija. Iskrena vam hvala za priložnost, za vaš čas in v lepo prihodnost naprej. V bistvu, kar se tiče industrijske konoplje, to, kar se smatra kot industrijska konoplja v evropskem tržnem redu, tle več nobene stigme in nobene vire za predelavo v vlakno ali v zidake ali v olje ali v karkoli drugega. Neke stigme ni.